nahajamo se na duo razstavi dveh slovenskih umetnikov, Lare Žagar in Oskarja Kandereta, in predstavljamo dva relativno avtonomna sistema. Projekta vsak se ukvarja v bistvu ima svoje reference, svoje vsebinske poudarke, svoje cilje, ampak kar jo druži je, da ta načelna avtonomija. V primeru Oskarja Kandereta gre za sistem kablov, ki imitira oziroma ki deluje kot nekakšno nizkorazvojno bitje, ki ima zgolj osnovne senzorične sposobnosti in v tem prostoru v bistvu se odziva na gibanje obiskovalcev in hkrati tudi proizvaja neko gibanje, tako da se odziva na te spremenljivke v prostoru. Medtem ko pa je pri projektu Lare Žagar, gre pa za proizvodnjo oziroma generacijo apnenca, vodnega kamna, in Lara odpre v bistvu ta proces, te grelnike, ki so ponavadi v našem vsakdanu nekaj skritega, bolj v grelnikih vode, ki jih najdemo v kopalnici ali podobnih prostorih, odpre pogledu in s tem v bistvu tudi naši domišljiji in tudi spekulativni misli. Kaj se proizvaja, zakaj se proizvaja in kakšen je mora biti ta cilj te proizvodnje. In za sistem je tudi značilno v bistvu, da so neki ornamentalni elementi, katerih funkcija ni najbolj jasna, in ravno tu se v bistvu potem začne oblikovati ta enigma, ki pospremi ta načeloma zelo preprost kemični proces proizvodnje tega vodnega kamna. V bistvu generacija vodnega kamna in nalaganje in plastenje na grelce, kar je pač v bistvu ta stvar ponavadi zakrita in je v bistvu nek stranski produkt bojlerja, ki ga imamo doma, in tukaj sem pač hotela to postaviti v ospredje in pač to razgaliti in dati kot to primarno stvar oziroma ta stvar, katere iščem. Moj cilj je bil ustvariti pač stekleni bojler, Noter je pa pač ta grelc, ki sem ga pač naredila s to tuljavo, ki se v bistvu ona greje, in na tem grelcu, ki je v bistvu pač dosti velik, ponavadi so malo drugačni, tukaj se pa pač plasti in nalaga ta vodni kamen, in bo tudi s časoma pač te razstave bo vedno več tega in tudi po enem mesecu bo pač drugače. In hkrati pač je to prikazano kot nek eksperiment, zelo v takem laboratorijskem okolju, ampak hkrati pa je to zelo fikcijsko. Zato sem pač nekako ta laboratorijsko okolje hotela malo omehčati s temi ornamentalnimi podstavki, ki so kot neki ta mehagoni les, da vse naredi malo bolj alkimistično. Jaz nekako to vidim kot nek ekosistem, ki se vzpostavi v teh steklenih bojlerjih, in tudi vse je pač nekako, tudi oni sami dobivajo dotok vode preko pump, tudi jaz jim ne dotakam vode, tako da v bistvu se v bistvu sami hranijo. Mislim pač tako, ker tudi po teh cevkah v bistvu se dotaka voda in noter ima voda te minerale, kalcijev karbonat pa železov oksid, in v bistvu je to kot neka glavna sestavina vodnega kamna, tako da v bistvu to se dotaka in se nekako vzpostavlja kot nek tak ekosistem. Mi je bilo pač zanimivo, ker se kamen nastaja skozi geološka obdobja ful dolg časa, tukaj pa imamo ta fast food, ki je tako
instant, proizveden in mi je bilo pač zanimivo, da lahko mi proizvajamo te apnene, skale, v bistvu kamen doma. V mojem delu raziskujem ta nek varnostni sistem. Delo raziskuje neko tehnično plat sistemov, pri katerem ga poskušam narediti, da živi sam za sebe in ne za ljudi, ni namenjen nadzoru, ampak je namenjen sam sebi, postaja neko bitje, ki začne razumevati prostor skozi opazovanje samega sebe, tako da na nek svoj način začne razumeti okolico. Če vidi človeka, ga v bistvu sploh ne opazi samo oblike, ki so podobne njem, tako da v bistvu tudi v prostoru te neke krivulje in delo od Lare in to nekako posega v samo njegovo delovanje, ker ga zmede o njegovi podobi. Ja, komunicira pa na nek tak način gljive, je zelo decentraliziran, ima 4 glavne možgane v kotih, ki pač so tudi senzorji, ki opazujejo ta prostor in pošiljajo podatke vsem motorjem, tako da prihaja do neke zmede v komunikaciji. V bistvu dogaja se neko naključje se začne dogajati zaradi tega, ker se pregovarja sam sebe, kaj počne. Gre se za neke te skrite sisteme, ki ostajajo v našem svetu, da delujejo vse naši serverji, kjer imamo drive, metapodatke in vse te stvari, ki so dostopne na spletu. Tudi cel sistem deluje redundantno, zato je več napajalnikov, če en se pokvari, še vedno drugi delujejo. In tudi ta ideja te komunikacije, da vsi pošiljajo vsem, je ponovno ta redundantnost, kar je zelo prisotna tudi v spletnih sistemih, kjer vedno hočemo dostopati do vseh podatkov in ne želimo, da kdaj nimamo dostopa do svojih podatkov, ampak se ne zavedamo tega, kaj vse ohranja ta sistem živ. Avtonomija obeh projektov v bistvu na nek način ne nagovarja specifične, konkretne avtonomne sisteme, ki bi jih našli v zunanjem svetu. Do neke mere bi lahko rekli, da na primer Oskarjev sistem nagovarja umetno inteligenco ali pa neko osnovno, nek prototip le-te. Ampak v večji meri pa se mi zdi, da oba projekta nagovarjata avtonomijo materialnih procesov, ki jo najdemo v neki širši naravi, tako skoraj na neki ontološki ravni in da v bistvu njun poudarek ali pa komentarje kvečemo o tem, da ni edina avtonomna dejavnost na strani človeka, temveč človek že participira v avtonomnih procesih in tudi njegova avtonomija je izraz te neke širše avtonomije, ki jo najdemo v naravi oziroma na planetarni ravni. Po eni strani ta razstava nadaljuje v bistvu s poudarkom, ki raziskuje nekakšno bolj sugestivna gradiva znotraj vizualne umetnosti, ta potencial umetniških del, da res oblikujejo neke paralelne potenciale naše kognice in domišljije, ampak mogoče za razliko se tu res ustvarja kot nekaj zelo rudimentarnega, kot neke strukture in sistemi, ne pa toliko v bistvu kot podobe ali pa domišljije, ki bi jih lahko ta umetniška dela sugerirala ali pa nam ponujala v premislek.